In če dovolite za začetek, zaradi jasnejše slike in bolj korektnega izražanja, ko govorimo o slovenskem bančništvu, kaj razumeti pod tem izrazom slovensko bančništvo. Namreč, če izhajamo iz mednarodnega privatnega prava, vsa podjetja, ki so tukaj registrirana, katerekoli oblike kapitalske družbe, štejejo za slovenske pravne osebe. En vidik. To pomeni vseh 22 bank, ki je tukaj delujočih v Sloveniji, po tem kriteriju so slovenske. Drug vidik, kar zadeva lastnino. Ta lastnina je heterogena. Največji lastnik slej ko prej ostaja država, potem tuje fizične in pravne osebe in seveda domače fizične in pravne osebe. Ko gledamo tretji kriterij, kdo je kdo na trgu, kateremu pravimo, kakšna je koncentracija trga, lahko ugotovimo, da imajo prve 3 banke v Sloveniji 45% trga. To je izredno visok delež, pa tudi ta podatek ne pomeni mnogo, če ne vemo, kakšno je razmerje med temi prvimi 3. Kajti po kriterijih Svetovne banke in različnih mednarodnih organizacij se ta koncentracija opazuje skozi logiko prvih 3 in tudi skozi logiko prvih 5. Ampak Slovenija je specifična, kajti bi lahko rekli, že od prve sanacije ima veliko koncentracijo, ima nenormalno razmerje med prvim in drugim in danes v krizi je ta situacija še pomembnejša. Kajti prvi 3, kot se ve, so dejansko v najtežji situaciji. In glede na to, in to se mi zdi tudi zelo pomembno, ker te dileme so v javnosti že dalj časa, zakaj toliko časa gledamo to situacijo? Zakaj je nismo začeli reševati prej? Poglejte, kje je bistvena razlika, ko se je pred 4 leti dejansko na okroglo, pred 4 leti in 15 dnevi začela kriza s propadom ameriške banke Lehman Brothers. Da je izrednega pomena, kakšno premoženje predstavlja posamezna banka. Ali drugače povedano, kako izgleda njena premoženjska bilanca. Kajti, kdo je najprej občutil krizo? Vse tiste banke, ki so imele v okviru svojega premoženja mnogo papirjev, vrednostnih papirjev, v prvi vrsti seveda ameriške papirje leta 2008. In v Evropi, katere banke kriza tako udala, ravno tiste, recimo 2 švicarski, ki sta že v preteklosti sloveli, da imata tako imenovane neobrestne prihodke, višje kot obrestne prihodke. In če ste pogledali, koliko je v teh bankah kreditiranja prebivalstva, podjetij, to se pravi nebančnega sektorja, ste lahko ugotovili dobrih 40-42%. Namreč, na tem segmentu je slovenski bančni sistem tudi specifičen. 70% premoženja predstavljajo terjatve vis-a-vis nebančnemu sektorju, podjetjem in prebivalstvu. V povprečju Evropska banka ima nižji delež, nekaj čez 50%, približno 52%. In vi veste, zato kriza v Sloveniji ni udarila s tako intenziteto, kot pri bankah, ki so imele v svojem premoženju, torej različne papirje. Kajti kriza se je potem počasi premikala v tem realnem sektorju. V povezavi tudi se z dogodki na monetarnem področju. Če vi samo primerjate, koliko je bilo stečajev leta 2008.
kako so se ti stečaji stopnjevali vsako leto več. Tako da prvo leto, ali pa v jesen 2008, kaj je ta država naredila za krizo? Dve veliki spremembi zakonski je sprejela. Na eni strani sprejela bančno spremembo, da lahko država garantira vse vloge brez omejitve. In ta sprememba je veljala do konca leta 2010, državna garancija. In sprejela drugo spremembo, da lahko daje banka, ki se zadolžujejo, tudi garancijo za to zadolžitev. In tako je država dala 4 bankam tako garancijo. Kaj želim poudariti? Ta aktivnost države ni davkoplačevalcu stala ničesar. Predpostavljam, da je država zaslužila se z garancijami, ki jih je dala. Kajti ali daje banka garancijo, ali daje ne vem kdo garancijo, razen v sorodstvu, če ti kdo daje poroštvo, ti morda neč ne računa, ampak je morda to še na koncu višja cena, kot pa, ker jo pa na drug način plačaš. Tako je s tem. Tako da, seveda, ta situacija 4 let, pa mi vidimo v gospodarstvu, in če je taka vpetost tega sektorja skozi kreditni odnos, je razumljivo, da se je s slabšanjem rezultatov celotnega gospodarstva poslabševala boniteta dolžnikov in, kar je še slabše, bi lahko rekli, boniteta države. Ker v tem času, pa zaradi druge krize Grške, je prišlo še do naslednje velike spremembe. Do grške krize, bi lahko rekli, je veljala dogma, da je investiranje v državo nerizično, nezmotljivo. Državni papiri so bili vedno enačba za keš, za gotovino, kajti vedno si jih lahko refinanciral pri centralni banki. Tako imenovana sekundarna likvidnost je to. Kajti bankir mora vedno imeti zaradi svoje varnosti, ni predpisano, da mora imeti, ampak varnost od tebe zahteva. Nepredvidena situacija na trgu, strah na trgu, sistemsko tveganje in tako dalje. Od tebe zahteva, da čeprav so ti papiri z najmanjšim donosom, da imaš tako varnostno rezervo, da lahko, če je treba, zaprosiš tukaj v sosednji stavbi, da ti zadevo keširajo. Za primer stečaja Triglav banke vam lahko povem, da slednja ni imela niti tolarja takrat tovrstnih papirjev, da bi centralna banka pomagala. Seveda, če poslovna banka, ki ima tako strukturo, toliko kreditov od svojega partnerstva doživlja to, da pogodba nima veljave, kar zadeva izpolnitve ob času, da si dolžniki jemljajo pravico do tako imenovane dolžniške zamude, ki je sicer pravni inštitut civilnega prava, potem vi veste, kaj v banki nastaja. V banki nastaja problem, ker banka živi s plačano realizacijo. Banki ni priznana fakturirana realizacija. Vi lahko, v katerikoli firmi ali posameznikov, lahko dolgujete ne vem koliko časa, boste še naprej živeli. Glavni bančni aksiom je likvidnost. In v tem času, teh 4 let, vi veste, koliko bank je propadlo. In da je zaupanje v poslovanju med bankami, kategorija številka 1, dokazuje tudi najnovejši primer. Sredi julija Evropska centralna banka je želela, da bi zaživel medbančni trg, posojanje, in je eliminirala obrestno mero za depozite čez noč, z namenom, da bi banke šle na ta trg, da bi posojale. Ampak vi vidite, da če ni zaupanja, te nobena obrestna mera ne odreši. Ali v pozitivnem, ali pa v negativnem. In še druga stvar, ki se je v krizi pokazala in je izrednega pomena za bančništvo, ker pred krizo, gledajte, resnici na ljubo nihče ni govoril o teh kategorijah. Kaj pojmujemo pod interno stabilnost finančnega posrednika? Ta izraz interna stabilnost
se je pojavil sedaj v krizi. Mi smo govorili o tako imenovani zunanji stabilnosti države. Zunanja stabilnost države se zrcali v plačilni bilanci. Kako poslujemo s tujino, kakšen je saldo, ali je pozitiven ali je negativen, ali več izvažamo ali uvažamo. Ne? Pri banki pa se je ta interna stabilnost kot kategorija pojavila sedaj v krizi in primerja dane kredite prebivalstvu, podjetjem, vis-a-vis depozitov, ki se od iste skupine naberajo. In seveda logika je zelo preprosta, da je tukaj situacija, recimo v Sloveniji, negativna, da so krediti višji, kot so zbrana primarna sredstva od prebivalstva, od podjetij, da to ni posebno sam Slovenijo, prostite, gledajte, poznate bogato Nizozemsko ali pa Belgijo. Nizozemska ima veliko zadolžitev prebivalstva. In ta interna stabilnost je daleč od željenih ciljev, ker so krediti ravno tako obema skupinama daleč višji, kot so pa zbrana sredstva primarni veri. Na nasprotni strani Belgija ima popolnoma drugo situacijo. So depoziti bistveno višji. Sam sem prepričan, da taka ekonomija, kot je slovenska, ki ima za ambicijo čim prej dohiteti vsaj evropsko povprečje, kar zadeva družbeni produkt per capita. Vi veste, kakšen je bil naš cilj od leta 2013 v tej še danes aktualni finančni perspektive Evropske unije, do kam bomo prišli. Taka ekonomija nikakor ne more, kljub temu, da je stopna varčevanja, ta tako imenovani savings ratio, bi lahko rekli nad evropskim povprečjem, zaradi potreb, ki jih ima z investicijami, te investicije sfinansirati s lastnimi viri. Potrebuje dolžniški kapital iz tujine, potrebuje seveda lastniški kapital. Tako da v teh okvirih in s temi dimenzijami je treba vedno računati tudi, ko se potem vprašam, zdaj, kakšna je pozicija v posamezni banki. Kaj mi predpostavlja oziroma predstavlja ta tako imenovana kapitalska ustreznost, kako je s to tako imenovano rizično tehtano aktivo in nenazadnje, prosite, kaj je v bilanci uspeha. Ker danes, včeraj smo imeli eno tako razpravo tudi s evropskim komisarji, zame tudi pri diskusijah o bančni uniji, nihče ne govori o tem, kako ne bi bile te banke profitabilne. Govori se samo o tem, koliko kapitala več ne bi imele, da bi bile bolj varne. Jaz se sprašujem, dame in gospodje, kje boste našli lastnike, da bi vlagali v banke, da bi imeli negativni donos na kapital, da bi imeli simboličen donos na kapital. Kdo bo v take banke vlagal? In ta kriza stvari zaostruje. Zahteva po kvaliteti kapitala boljši kapital, to je ta tako imenovani tier 1, in zahteva po nominalnem iznosu višji kapital. Tako da tisto klasično bančno posredništvo, finančno posredništvo, ker če finančno posredništvo deluje brez dolžniške zamude, jaz potrebujem simboličen kapital. Ker eni mi dajo, drugim posojam, če drugi mi vračajo enako, kot smo se dogovorili, oprostite, je ta kapital za tako imenovano časovno prilagajanje lahko simboličen.